Danes v novicah med drugim novomeški simfoniki znova navdušili, v Beli krajini podelili kulturna priznanja, začetek pustnega dogajanja v Mirni Peči. Lep pozdrav! Za nami je Prešernov dan, ki so ga po vsej državi obeležili z različnimi kulturnimi prireditvami. V dolenjski prestolnici so se mu tradicionalno poklonili na predvečer praznika s koncertom Novomeškega simfoničnega orkestra glasbene šole Marjana Kozine. Tudi tokrat so obiskovalci do zadnjega kotička napolnili športno dvorano Marof. Koncerta se radi udeležijo. Kulturnega praznika in dobre muzike. Glasbe, ko ste mu reči, koncert je koncert. Ja, zato ker je kulturni praznik, da se malo razveselimo, malo praznujemo skupno. Sestrica igra v orkestru. Jaz igram v glasbeni šoli, tako da sem prišla pogledati svoj orkester. Ja, zaradi vnučke, ki bo tukaj pela, pa tako naprej, in je vedno v akciji. Velik dogodek za obiskovalce, še večji za nastopajoče, med katerimi je tudi naš nekdanji sodelavec Jernej Piko. V orkestru igra že prek 20 let. Sedeti v orkestru je eno pravo doživetje. Orkester je en tak živ organizem, ko v bistvu vsi dihamo en z drugim in ustvarjamo skupaj glasbo, tako da to je nekaj res neverjetnega. Na odru se je sicer zvrstilo 140 nastopajočih. Dolge priprave in veliko vloženega dela skozi vso sezono so se znova obrestovali. Za nami je čudovit koncert, ki ga pripravljamo celo leto, moram reči. Odziv publike je bil čudovit. Veseli nas, da nas zmeraj pride obiskat več kot 1000 ljudi. Orkestraši so odlično pravili svoje delo, čestitke dirigentu, solistkam. Program je bil kar pester in zanimiv. Začnemo s bolj resnim klasičnim programom, potem smo stopnjevali skozi slovensko glasbo in na koncu venček uspešnic skupine ABBA. Slovenski kulturni praznik je priložnost, da se spomnimo na pomen kulture v družbi in zgodovini, pa je ob tej priložnosti izpostavil novomeški župan Gregor Macedoni. Prav gotovo je tudi, da se kultura spreminja, tako kot se spreminja družba. Vemo, da je danes smo podvrženi novim tehnologijam, hitremu tempu življenja, pa vendar je kultura in ustvarjalnost nekaj, kar nas sili vedno znova razmisleku, nam postavlja ogledalo. In vesel sem, da imamo tudi v Novem mestu tako bogato kulturno življenje, s katerim smo predstavljeni tudi v širšem svetu. Koncert na predvečer kulturnega praznika predstavlja vrhunec nastopov novomeških simfonikov. Letošnjega pa so presegli z nedavnim nastopom v Stožicah pred 14 000 glavo množico. Slovenskemu dnevu kulture in vsem njenim ljubiteljem ter delavcem so se poklonili tudi v Beli krajini. V Črnomlju in Metliki so pripravili proslavi, na katerih so podelili občinska kulturna priznanja. Najvišja v občini Črnomelj Župančičevo plaketo je župan Andrej Kavšek podelil mešanemu pevskemu zboru Samospev Črnomelj. Pevke in pevci s pesmijo razveseljujejo že 3 desetletja. Vsaka nagrada, ki jo dobi zbor, je posebej zahvala za vsako naše delo, ampak to Župančičevo plaketo, na to smo pa izredno ponosni. Je pa le 30 let za nami. Ganglovo plaketo, najvišje kulturno priznanje v Metliki, je za izjemne stvaritve in delo na področju kulture prejela 4-članska družina Flajnik, ki je del številnih občinskih društev. To nam je nekako v navadi že od nekdaj, tako da nam ni to nič posebnega, da smo v neki vključeni v neka društva, ker pač je to neka oblika preživljanja prostega časa in pač če te še nagradijo, pa boš še naprej delal verjetno, z isto vnemo ali pa še bolj kot do zdaj, ne. V Črnomlju so podelili tudi 2 Župančičevi diplomi, in sicer akademskemu kiparju Boštjanu Kavčiču in kulturno-umetniškemu društvu Zlata skledica za pestrih 10 let delovanja. Vesel sem, da sem v bistvu dobil, da so tukaj tudi v tej občini določene sile, ki so prepoznale mojo kvaliteto in me podprle. Tako da sem hvaležen. Seveda smo ponosni in smo tudi hvaležni ljudem, da so to opazili. Res to, kar delava z ljubeznijo, z veseljem,
z nekim poslanstvom, tako da dobro dene. V Metliki pa so Ganglovo priznanje prejele ustvarjalke in mentorice animiranega filma Pripovedka o velebabi. Pomeni širše priznanje širše skupnosti. Zato, s čim se ukvarjamo, pomeni tudi to, da bomo zdaj malo več delali verjetno z animiranim filmom, ker bomo ponesli tudi glas med vse ostale. Županja in župan sta zadovoljna s kvantiteto in kvaliteto kulture v deželi Belih Brez. V naši občini je dejavnih preko 30 društev, zvez, organizacij, ki se ljubiteljsko, bodisi pa profesionalno ukvarjajo s kulturo. Pričarajo nam skozi leto pestro kulturno dogajanje, smo hvaležni. V občini Črnomelj se za kulturo ni bati in vsakoletni nagrajenci pač dokazujejo, da v Črnomlju je kulturno življenje bogato, da imamo vrhunske poustvarjalce in ustvarjalce, tako da so včasih kar težke izbire. Na obeh proslavah so seveda poskrbeli tudi za krasen kulturni program. Osrednjo prireditev ob kulturnem prazniku v Ivanški občini, kjer je kultura doma, pa so letos pripravili v Stični. Pred natanko 30 leti je namreč na predvečer Prešernovega dne odprl svoja vrata tamkajšnji hram kulture. Ob obletnici in v počastitev praznika je tako oder Stiške dvorane pripadel lokalnim ustvarjalcem. Nastopili so mešani pevski zbor Zboralika, inštrumentalna skupina Propertea, godalni orkester Stična, oktet fantov, godba Stična, recitatorki Karolina Genorijo in Naja Mrvar in vokalna skupina Stiški kvartet. Ga pomlad poljubi soncem, da v rožo se spremeni. Pred 30 leti smo v bistvu tukaj peli na otvoritev dvorane in v bistvu po drugi zasedbi, ampak danes jaz sem tako užival, da je to nekaj nevrika. Ker v bistvu vedno uživam, ker sem doma v domačem kraju, ker vem, kje smo začeli, kje smo igrali igre, kje smo peli, to je nekaj nevrika. Podžupan in krajan Stične Tomaž Smole se je v slavnostnem nagovoru spomnil predvsem svojih prvih stikov s Stično in zaželel, da še naprej pojemo, pišemo, beremo, slikamo, igramo, plešemo in vzgajamo otroke z gledom. Smo spoštljivi in prijazni, pa bomo dočakali še veliko praznikov kulture. V imenu krajanov je začetka gradnje in 30 let kulturnega utripa v Stiškem kulturnem hramu strnila predsednica Sveta krajevne skupnosti Stična Marta Okoren. Za delovanje in skrb v kulturnem domu je zaslužnih že več generacij. Kot je zapisano na vabilu, rojevale so se ideje, rasle so zamisli in se spletale nitke različnih kulturnih ustvarjalnosti. Del tega so nam pokazali tudi današnji nastopajoči. So pa kulturna društva dejavna ne le v tem, ampak tudi v drugih krajih občine. Lahko rečemo, da kultura v naši občini gleda izza vsakega vogala. V vsakem našem krajevnem središču deluje kulturno društvo, imamo kulturne dvorane, ki delujejo na različnih področjih. V občini deluje kar 20 kulturnih društev, v različnih sekcijah pa je dejavnih nekaj tisoč ljudi. Prireditev so sicer pripravili občina, tamkajšnja zveza kulturnih društev in krajevna skupnost Stična z domačimi kulturnimi društvi. Slovenski kulturni praznik so s kulturno-literarnim dogodkom obeležili tudi v Podbočju. Program so pripravili tamkajšnji recitatorji, pevski zbor Korzingerji in učenci glasbene šole Krško. Osrednji del večera pa je pripadel pogovoru domačega pisatelja Boštjana Colariča s svojo učiteljico iz 1. razreda in večletnim razrednikom. Nastop pred domačo publiko je bil za Colariča še poseben izziv. To je za mene prvo kot prvo je bil življenjski dogodek, drugo tudi največji izziv, kar sem ga v življenju nasploh imel, pa sem tega že kar imam tudi nekaj, kar se tiče nastopanja kilometrine, ampak ne vem, zakaj mi je bilo tako težko nastopiti pred domačimi ljudmi.
Kot že omenjeno, je Colarič kulturni večer popestril s pogovorom s svojo učiteljico prvega razreda gospo Anico Božič ter večletnim razrednikom in kasneje dolgoletnim ravnateljem osnovne šole Podbočje Brankom Strgarjem, ki se spominja nekoliko drugačnega Boštjana. Boštjan je bil zanimiv, učenec, bil je navzven tih, se je pa videlo pri njemu, da vedno nekaj išče, neka notranjost mu ni dala miru, tako da je vsake tu časa tudi pokazal svoj pravi jaz, sicer pa učenec, za katerega ne bi nikoli mislil, da bi lahko napisal takšno knjigo, tudi seveda nisem pričakoval vse te njegove zgodbe, ki so se dogajale kasneje pri njemu. Obdobje po izidu knjige, tako Colarič, je bilo zanj zelo raznoliko. Vsega je bilo, ogromno vzponov, ogromno padcev in grizeš in praskaš, tako da bi rekel, koliko sem vložil v samo knjigo, me je ta energija podprla, bi rekel, na tej dokaj težki poti pisatelja začetnika. V knjigi je omenjen tudi Boštjanov razrednik Strgar. Omenil je tudi že, ko mi je prinesel, da sem tudi jaz omenjen v knjigi in seveda, ko me čakaš, da prideš do tistih strani, kjer si ti prisoten. Prej je že opisal različne sovaščane, prijatelje tudi njegove in seveda si v pričakovanju, kaj bo in kako bo. Knjiga Pismo sebi je v letu 2023 za leto 2022 prejela priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Sama knjiga, ja, si zasluži nagrado v kompletu, ampak jaz pa mogoče imam še majčkeno dolga do te nagrade in to tudi mislim s takimi dogodki, podobnimi dogodki še upravičiti. No. Knjiga Pismo sebi je prvenec kateregakoli nekdanjega učenca osnovne šole Podbočje. Mirna Pič je na Debeli četrtek zaživela v duhu pustnega veselja in ustvarjalnosti. V organizaciji kulturnega društva Četrtkova brenčanja sta se pod taktirko brenčanških čebelic odvila že tretja pustna povorka in rajanje, ki sta privabila množico maškar in obiskovalcev. Mnoge maske so vnovič presenetile z izvirnostjo. Dolgo kolono maškar, našteli so jih prek 300, ki se je vila od cerkve skozi središča kraja do muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, so vodili Žabec Rado, Hecen, Hišnik, Štef mobilom in razigrane brenčaške čebelice. Pri muzeju je sledilo rajanje z obilo smeha, plesa in petja. Kranjske čebelice so ponujale krof in pijačo, dišalo je tudi po miškah. Kaj pa ti je najbolj všeč pri pustu? Krofi. Želimo sodelovati z vsemi generacijami, torej z družinami, mladimi, otroci in seveda tudi malce zrelejšimi. Želimo pritegniti čim več ljudi in smo se zato odločili, ker je pustno rajanje tako šemasto, razposajeno, zabavno, odganja zimo in vsi komaj čakamo pomlad. Najizvirnejše maske so nagradili. Med nagrajenci so bile po večini doma izdelane maske. Sem Rubikova kocka in sem zadovoljen, da sem zmagal. Družinsko so se najbolj domiselno našemili škrati, čarovnice in škratki. Skupinsko pa minjoni, rdeča kapica in volkec ter ovčke s pastirjem. Smo družina Miklič oziroma družina škratov. Tu je pa moja ideja, ker smo bili z vrtcem v knjižnici Pavle Golja v Trebnjem in je bila knjižničarka našemljena v škratico in mi je bila tukaj všeč, že so majka leta, smo pa družina škratov. Danes sem jaz 14-letni dojenček Lovra. Zakaj si pa izbral, da bo šel na dojenček? Ker se mi je zdelo zanimivo se vrtu v mlajša leta. Kako si pa prišel do maske? Je izdelano doma? Je doma izdelano, pa mi je mama posodila, ki je bila že enkrat v vrtcu. Res je bilo težko zbrati najlepšo masko, ker so vse izvirne in lepe. Jaz sem se pa našemla v naše sosede, ker sem dobila kostum v Žabjeku. Bilo je zabavno, mask je bilo izredno veliko lepih, zato smo se težko odločile.
Zahvala za vrsto nagrad gre sponzorjem in podpornikom, ki so omogočili, da je pustovanje v Mirni Peči vnovič preseglo pričakovanja. Jutri na pustno soboto bo marsikje razposajeno in živahno. Poskrbite, da bo tak tudi vaš konec tedna. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!